Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci. Pogovori o umetni inteligenci v Sloveniji, prostor, kjer povabimo slovenska podjetja, da nam povedo, na kakšen način v praksi s svojimi lastnimi razvoji in svojimi lastnimi aplikacijami uporabljajo umetno inteligenco. Moje ime je Peter in bom tako vedno moderiral tale pogovor. Sem svetovalec za uporabo umetne inteligence v podjetjih in če potrebujete pomoč pri uporabi umetne inteligence pri vas, glavni ali najboljši naslov, da vam pri tem pomagam, na seos.si najdete več informacij o tem. Ampak danes nisem jaz tisti, ki je tako zelo pomemben. Imam dva super gosta, ki bosta povedala, kako so v podjetju T2 razvijali customer support, Titino, osebo, ki zdaj pomaga vsakodnevno desetinam, stotinam in še več uporabnikov bolje resetirati router. Ne, malo se hecam. No. Z mano sta Igor in Leo. Lep pozdrav obema. Lep pozdrav. Igor, mogoče začnemo pri vas. Kdo ste in kaj počnete? Vi ste vodja oddelka za podporo uporabnikom. Kaj počnete na T2, kaj je tista najbolj zanimiva stvar pri vašem delu? Lep pozdrav vsem gledalcem in slušateljem. Da se nakratko samo predstavim, ne bom predolg. Sem Igor Kulaga, vodja oddelka za podporo uporabnikom. In sicer moja pot je nekje že 13 let pa pol na T2. Predhodno sem bil tudi že od samega začetka na tehnični podpori in tudi kot mentor v oddelku. Kasneje pa sem tudi ratal vodja z določenimi izkušnjami, ki sem jih pridobil. V oddelku zaposlujemo nekje 80 zaposlenih, delujemo pa na različnih področjih, se pravi, kar je tehnične podpore, pisne komunikacije uporabnikom. V zadnjih 2-3 letih se pa tudi intenzivno ukvarjamo z umetno inteligenco oziroma razvojem in uporabo le-te. Toliko na kratko najprej z moje strani, pa bi rad prepustil zadevo še mojemu sodelavcu Leotu. Tako je prijemo do Leota, ampak tu moram nekaj vprašati. 80 zaposlenih na customer supportu. To se sliši kar veliko. O customer supportu verjetno, to ga imate celotnega in-house, nimate zaposlenih v tretjih državah, ki delajo customer support. Ali? Tako, vse je v bistvu interno. V sklopu T2 oddelka je kar velik kader, malenkost se deli, kakor sem že omenil, na tehnično podporo, en del, na drugi strani je pisna komunikacija, zraven so všteti tudi mentori, ki pomagajo zaposlenim, strokovni sodelavci, ki delujejo na področju IT-ja. Predhodno smo sestavljali tudi višje število, se pravi, bilo nas je že tudi 110, v zadnjih letih smo pa z določenimi optimizacijami tudi to število zožali, tako da se ukvarjamo bolj z samimi digitalnimi rešitvami, ki bi pomagale pri rešitvah strankam za hitrejšo podporo. Ok, super. Saj bomo po mojem o tem še malo pogovorili. Evo, Leo, vi pa ste AI trainer na T2. Kaj to pomeni? Tako, ja. Sem del ekipe 5, ki dejansko dela vse raziskave, analize in direktne interakcije z samo Titino. Razvijamo, skrbimo, da dobro odgovarja, da hitro odgovarja, da če ne zna odgovoriti, da preveže. Za vse to skrbimo, smo del oddelka za podporo uporabnikom, kar je logično. Zdaj, jaz osebno sem pa na T2 7 let, sem bil na klicih, preden sem prišel v to ekipo. AI trener se sliši ena izmed tistih fancy, zanimivih, novih zaposlitev, ki jih vsi napovedujejo, da bomo jih imeli veliko več. Kako človek postane AI trener? Kako ste vi to postali? Mogoče kateri faks rabi človek za to in kakšne izkušnje? Predvsem v covidu se je pojavila v bistvu ta potreba, da začnemo delati intenzivno na tem področju. Tako da smo se najprej lotili iskanja nekega ponudnika, ki bi zagotovil ustrezno platformo, na kateri bi mi gradili, ne? Ker lastne in-house storitve nismo imeli, tako da smo jo mogli pridobiti. Za delo na teh platformah oziroma na tej platformi
so pa potrebna določena izobraževanja in kursi, ki jih je bilo potrebno opraviti za naziv AI trenerja. Kasneje, po pridobitvi tega certifikata, je predvidoma AI trener usposobljen, da lahko sploh začne graditi internega chatbota, se dejansko spoznavati z določenimi znanji in tudi raziskovati naprej. Zdaj samo delo, kako točno poteka, bo zraven še dodal Leo svoj del, ker ima malo več izkušenj. AI certifikat smo opravili 4 na našem oddelku, vključno z mano. Sedaj intenzivno pa dela na tem področju nekje 3 do 4, enega še uvajamo, tako da je zelo ozka ekipa, Leo je pa eden izmed glavnih akterjev. Bi naslovil glede katere izobrazbe je potrebna. Ja. Tehnično ozadje ne škodi, ni pa niti približno potrebno, bi rekel. Tudi certifikat, ki smo ga delali, odlično zadeve predstavi, da lahko kdorkoli se začne s tem spoprijemati sploh. Ja, v bistvu to, kar sem hotel dodati. Zdaj, Kako izobrazbo pa imate vi, Leo? tehnični gimnazijec načeloma. Okay. Sem bil na friju, sem par letnikov naredil, sam ne pa vsega. Okay, no, ampak imate neko tehnično ozadje, da razumete. Ni nujno, da je to zahtevno, mislim potrebno, ampak tudi znotraj podjetja verjetno človek rabi neko dodatno širino, da lahko te stvari razume, predstavlja, implementiruje. To je potem, ja, kar izvolite. Bi tukaj kar dodal samo to, da sem 7 let bil na podpori na uporabnikom, mi je dal po moje najboljše izkušnje. Delo z ljudmi, kako ljudem pomagati, kaj dejansko sprašujejo, ne samo to, kaj reče, ampak dejansko, kaj je lahko problem, pa da v zadju pogledam še, kaj bi lahko to povzročilo, kaj je boljša rešitev kot tega, kar je bilo sploh na začetku mišljeno. To vse pride z izkušnjami, tako da pri te 2 sem dobil te izkušnje še prej. A je to v customer supportu pomembno, da ti veš, kaj stranka sploh hoče, torej, da ji daš odgovor drugačen od tega, kar je ona vprašala? To ste hteli nekako namigniti, če prav razumem. In to je potem verjetno tudi problematično pri umetni inteligenci. Ja, v bistvu včasih nekdo vidi samo problem, ne ve, kaj je težava in je treba ugotoviti težavo in nekako najprej treba seveda stranko usmeriti, da pomaga čim hitreje diagnosticirati, ne. Tukaj je cela umetnost, da se takoj pride do tja, da se vprašate najbolj pomembna vprašanja, da je čim manj vprašanj, da se čim hitreje reši, da je čim manj frustracij in podobnega. Poleg tega na podpori ni samo tehnično, sem tudi pomagal z računi, z vsem tem. Ko nekdo vpraša glede kakšne teme, je veliko možnosti, da je zraven povezana še ena druga. Ja. Recimo, če nekdo vpraša, kdaj moram plačati račun, se lahko da samo odgovor, lahko se pa tudi pove, da ima možnost odloga plačila, če ne bo znesel, ne. To je pač zadeva, ki pride recimo z izkušnjami. Okay. In ki jo moramo potem tudi razumeti, ko treniramo umetno inteligenco. Pridemo še do tega, ampak sem da tole še. Ta certifikat, ki ste ga videli oba naredila, to je certifikat, ki ga vidim tudi na Igor vašem LinkedInu. To je boost.ai. To je, če prav razumem, rešitev, ki jo vi uporabljate za Titino, ki poganja Titino, in zato, da lahko to rešitev uporabljate, ste tudi naredili ta certifikat. Tako. Ta platforma je dejansko all-in-one, je hkrati platforma, na kateri se gradi in uči. Se pravi, tudi znanje, ki mi potrebujemo, ga pridobivamo na njej in hkrati na isti platformi gradimo. Tako da je dejansko 360 nekako ta platforma zajema od znanja, učenja, grajenja in kompletne uporabe potem klepetalnega robota naprej za uporabnike. Tudi sama statistika, vse se dejansko nahaja na tej platformi. Vse je tukaj noter. Zanimivo. Tega prej nisem poznal. Bi še omenil, samo načeloma se zadeva imenuje Omnichannel platforma, ampak je zelo napredna implementacija tega. Ok, super. Preden se gremo takoj točno o Titini pogovarjati, kako ste, jaz te 2 vidim, pa malo se nista strinjala z mano s tem. Te 2 je vsaj po moje, ali pa na začetku, ko so operaterji nastajali, pa smo se premikali iz kabelskih
iz kabelskih sistemov, pa smo dobivali operaterje, je bil T2 tisti, ki je bil za najbolj napredne uporabnike, ali pa tam, ko so vsi tisti, ki so resno internete uporabljali, so bili na T2-ju. Pa to je v resnici popolnoma irelevantno. Moje vprašanje je, kako ste na T2-ju začeli uporabljati generativno umetno inteligenco ali pa umetno inteligenco na splošno? Verjetno ni ta titina prva stvar. Lahko tu malo razložite, kako ste do tega prišli, kaj so bile stvari, ki ste jih prej delali in kaj se vam je tukaj dodajalo. Dejansko je titina eden izmed prvih gradnikov umetne inteligence na T2-ju. Okay. Predhodno nismo šli v neko večjo mero uporabe samih digitalnih rešitev na tak način. Tako da tudi večkrat se zgodi pri nas, da rečemo, da je oddelek za podporo uporabnikom neka valilnica novih izzivov, ker imamo največ stika s temi strankami na prvi liniji, tako da dejansko tudi lahko najhitreje vplivamo in zgradimo določena orodja, ki bi nam pomagala pri podpori. Tako da dejansko je res, da so to prvi koraki v umetno inteligenco, kar se tiče našega podjetja. No? In ni pa to prvi korak avtomatiziranega pogovarjanja s strankami, če pravilno razumem. Ste prej uporabljali pred Titino, ki je poganjal umetno inteligenco, ste pa imeli neke druge rešitve? Dejansko ne, po pravici rečeno ne, kar se tiče oddelka za podporo, ne, je bilo dejansko vse strani živega uporabnika oziroma zaposlenega ročno odgovarjan. Ravno zaradi tega je bilo nujno, da se v COVID času soočimo s tem in naredimo korak čim prej naprej, ki bo uporaben tako za uporabnika kot tudi za zaposlene. Ok, ampak takrat v COVID-u še nismo imeli jezikovnih modelov. Kaj ste takrat uporabljali za to, da ste te stvari delali? Dejansko čisto normalno zaposlenega. Je bilo vse ročno? Okay. Ja, tako. Se mi zdi, da imeli smo tudi tisto osnovno implementacijo, ki je imela samo gumbe pa vnaprej določene odgovore, ampak je bila res osnovna implementacija, ki je odgovarjala samo na vprašanja o paketih in podobno. Aha, ok. Saj to je v resnici, malo se mi zdi, da imamo zdaj težavo z temi naprednimi chatboti ali pa customer support sistemi, ki niso samo chatboti, no? Ker ima marsikdo v spominu še vse slabe aplikacije, ki smo jih v preteklosti imeli in so nas živcirale. Jaz vedno se spomnim na video, ki jo je Durs ali takrat Furs naredil, ki je znala pač eno stvar, če si ji dal davčno, ti je povedala, je bila tvoja odločba poslana ali ne, in nič druga ni znala. Kako se danes vaše stranke odzivajo na Titino, kako zagotavljate, da se dobro odzivajo in kakšni koraki so bili tu v resnici narejeni, da imamo zdaj pa res dobre ali jih nimamo, vi povejte. Mi smo izhajali iz izhodišča, da je zelo pomembno, preden se sploh karkoli objavi, poda v uporabo, da ima nek smisel. Kajti ena negativna interakcija v današnjih dneh mora biti nadomeščena z 10 do 12 pozitivnimi, da stranka sploh začne spet uporabljati to zadevo nazaj. Okay. Tako da na začetku smo začeli samo s temi gumbi, kot je Leo omenil, tako da so bile neke povratne informacije, potem smo pa na podlagi analiz, klikanja in podobnih feedbackov, ki smo jih dobili strani strank, uporabili za grajenje novega klepetalnega robota Titine, kjer smo pa potem z določenimi orodji, kot je GA, začeli dejansko tvoriti smiselnega klepetalnega robota, ki ima znanje, ki mu ga mi vkomponiramo v sodelovanju z GA-jem, iskanja na internetu in podajanja nekih smiselnih in logičnih odgovorov za stranko. Da je to ima nek smisel. Kaj mislite s tem? Se pravi, GA v smeri, da mi recimo podamo našemu klepetalnemu robotu neka navodila, z nekim znanjem, potem jih pa GA s pomočjo se pravi širšega spleta obdela in stranki odgovarja na tak način, kakor bi stranka rada, se pravi opremljeno z našo vsebino, z vsebino telekomunikacijskega operaterja T2.
Okay. Bi tukaj mogoče razširil. GA je v bistvu kot generativni agent. Aha. Nismo vedno uporabljali generativnih odgovorov, imamo tudi določene, še naprej določene, ampak več ali manj zdaj uporabljamo ta GA, da dejansko generativno odgovarja, pa čim bolje. Okay. Imamo kakšne številke, kaj stranke pravijo, ko se pogovarjajo s Titino? Koliko so zadovoljni, koliko jim je v redu, koliko pa ljudje znorijo, pa rečejo, dajte mi človeka na telefon, ker to ni nič. Mi smo v zadnjem letu, če primerjamo od marca do marca, je bilo zabeleženih čez 75,000 pogovorov. Okay. Nekje 75% pogovorov odgovori agent sam, se pravi klepetalni robot oziroma virtualni agent, nekje 25% je pa še vedno potrebno posegati strani živega zaposlenega, kar pomeni, da na tista vprašanja, na katera tudi naš klepetalni robot ne zna odgovoriti ali pa se sploh recimo ne tičejo telekomunikacijskih stvari, se potem na nekem koraku, kjer vidimo, da se stranka začne zapletati ali pa ne dobi odgovora, se seveda vsakič lahko zraven vmeša že vmes agent in stranki pač pomaga do pravilne rešitve. Dejansko kar smo dobili feedbackov, nismo vseh feedbackov dobili na podlagi 75,000 pogovorov, stranke podajo feedback nekje v 10 do 20 primerih, v 10 do 20%. Podajo feedback in če primerjamo, se pravi, teh 10 do 15% so nekako v 75% zadovoljne, v nekje 25% pa še vedno ne. Ampak to so tista vprašanja, ki jih mi zelo težko strankam, oziroma odgovori, ki jih mi strankam zelo težko pričaramo nazaj, ker se dejansko ne tičejo same telekomunikacijske tematike. Bi tukaj samo še dopolnil. Titina ima nalogo pomagati T2 naročnikom in zdaj se trudi in že zna odgovoriti na ta najbolj pogosta vprašanja, pa tudi vse manj pogostih, pa kadar ne ve odgovora, ve, da je treba ponavadi prevezati podpori, ki lahko naprej pomaga. Tukaj, kad ste testirali, ste videli, da lahko kar hitro preveže, ampak dejansko, če je kakšen, bi rekel, genuine use case, torej dejanski primer uporabe, takrat zadevo lahko zelo dobro pohandla že znotraj bota, dokler je bot sposoben. Recimo določene zadeve, kot če treba odpreti kakšen zahtevek, da gre v drugodelk, to pa mora vedno človek in takrat tudi bot ve, da mora dati človeku, da se lahko ta akcija izvede. Da tukaj se zelo trudimo, da če stranka pride na klepet, da lahko zaključi znotraj klepeta. To je veliko, da 75% klepetov se zaključi samostojno, samo z uporabo umetne inteligence. Imamo kakšne splošne metrike, primerjave, imate mogoče z tega znotraj vašega portala, mislim znotraj tega sistema, v katerem imate kakšne primerjave, ali je to normalno, ali imajo drugi več, imajo drugi manj? Po pogovoru z ponudnikom platforme, so nas dejansko tudi seznanili in obvestili, da segamo v sam vrh, kar se tiče zadovoljnih uporabnikov. So seveda v prednosti neka norveška podjetja, predvsem, Leo, lahko me dopolniš, mislim, da na področju zavarovalništva ali bančništva. Ja, bančništvo pa še lokalne uprave za kakšne take zadeve, imajo kar veliko strank dejansko. Pa tudi tam se mi zdi, da dejansko nimamo v primerjavi slabih rezultatov. Tako. Dejansko smo med top podjetji. Kaj pa, če ga primerjamo z človeškim customer supportom, rekli ste, da je 75% ljudi zadovoljnih z Titino, a je to podobno ali boljše od agenta oziroma agentke v T2-jevem customer supportu? Zdaj, če primerjamo z samo oceno, kar se tiče zaposlenega, imamo mi nekje okrog 92 do 95. Se pravi, je strank zadovoljnih samo podporo agenta, ko ocenjuje na agenta natančno po koncu klica. Tako da imamo še izzive, da to vrzel 20% nekako približamo čim bolj. Tako da so še izzivi, da bi bila umetna inteligenca povsem enakovredna in enako ocenjena kot agent. Mi tukaj še tudi omenil, da T2 je imel že zdaj več let prvo mesto v zadovoljstvu strank.
Igor, to boš ti vedel. Tako, po javnomnenjski raziskavi, se pravi, nekje 7-8 leto dejansko že smo na vrhu customer supporta. Tako da probamo mi narekovati tempo ostalim operaterjem, kam se gibati in se ne toliko ozirati na konkurenco pa njihove rešitve. Mogoče za tiste, ki bi šli po podobni poti, kako zelo zanimivi ste seveda, ker ste veliko podjetje, imate velike številke in tako naprej. Ne? Kako znotraj takšnega podjetja organizirati proces prehoda, implementacije umetne inteligence? Kateri oddelki morajo to prevzeti? Kdo je tisti, ki mora to pušati? Kdaj začnemo ljudi zaposlovati, ki so AI trenerji, vse to? Kar se tiče tega, kako se dejansko sploh lotiti problema, najbolj pomembna z našega vidika je analiza, se pravi analiza potrebe, pokrit področja, tisto, kar pač naročniki največ sprašujejo, toliko, da zaposlenega ohranimo za bolj kompleksna vprašanja, da se pa dejansko izognemo vprašanjem splošne narave o naročniških postopkih, o tehničnih napakah, splošne narave. Bistvenega pomena se je pri nas izkazalo to, da ekipa izvira dejansko iz samega podjetja in da dejansko pozna vprašanja in odgovore, ki se tvorijo na klicih. Tako da vsi sodelujoči v tej ekipi dejansko so iz tehnične podpore, so imeli že leta stike s strankami, kar absolutno pripomore k gradnji gradnikov in korakov in procesov v samem klepetalnem robotu. V samem klepetalnem robotu je potrebno narediti tudi veliko teh, temu mi rečemo, trening stavkov, kar pomeni predvideni scenariji za stranko. Samo nekdo, ki ima izkušnje direktno iz prve linije, si to lahko predstavlja oziroma lahko to gradi. Zelo pomembno je, da tudi sodeluje oddelek za IT, sploh z vidika vključevanja API-jev, se pravi API, dejansko neki povezovalniki, ki lahko dajo stranki globlji vpogled v svojo naročnino, v delovanje modema in omogoča, da tudi stranka sama brez posega zaposlenega reši svoj problem. Se pravi, to je tisto bistveno, se pravi, oddelek za podporo bi jaz predlagal, oddelek za IT in zelo pomembno tudi recimo oddelek za naročniške postopke. Samo sodelovanje pa potrebno z vsemi, odvisen katerega področja se dotaknemo. Če gremo na marketing, moramo tudi njih malo povprašati, kako pa oni vidijo stvar, tako da sodelovanje z drugimi oddelki po celem podjetju je pomembno. Mi tukaj smo izpostavili ta vpogled v API, to trenutno razvijamo in naučno delamo na tem, ampak hočemo tudi, da nadaljujemo varno, da ne bo zdaj tukaj prišlo do kakšnega prompt injection in podobnega. Zelo pazljivo k temu vstopamo in trenutno še v razvoju se pa na to osredotočamo, ko vidimo ogromno vrednost tukaj. Mislite pa, da se splača začeti razvijati agente po korakih? Torej, čeprav razumem, ste vi najprej razvili agenta, ki je izoliran, pa pač odgovarja seveda kvalitetno iz neke baze znanja, v naslednjem koraku se bo povezal na neke interne obstoječe baze in potem v naslednjem koraku verjetno še kam naprej. Ne? Ker ko pridejo naročniki do mene, vsi bi imeli voice chatbota, ki zna na vse odgovarjati. In rečemo, ne, nočemo iti tja. Ne? Zdajmo začeti najprej si natrenirati, najprej natrenirati tehnologijo, začeti z nekimi pripravami odgovorov, pa z nekimi osnovnimi informacijami in potem iti naprej. Se vam zdi, da je dovolj rezultata že iz tega chatbota, ne glede na to, da se ne povezuje na vse ostale stvari? Bi kar jaz odgovoril? Kar. Jaz bi tukaj rekel, da je zelo pomemben definirati obseg, pa tukaj bi rekel, da te dva, kar imamo internet, telefonijo, televizijo, mobilne storitve, poleg tega imamo še tudi te dva klub, ki prodajamo razne izdelke, kar pomeni, da zraven imamo še plačevanje tega in garancije in podobne zadeve. To je ogromen obseg in nam je kar v redu uspel pokriti, za kakršen celoten obseg imamo, ampak vedno je treba nekako definirati obseg, na katerega se lahko fokusira, kateri je minimalni, da se da v redu, da bo v redu zadeva delala, da vsaj osnovni funkciji služi in pol na tem razširjati. Pa se mi zdi, da je pomemben korak, da se še
pokrije, kaj pa, če ni znotraj tega obsega, kaj pa v tem primeru delati. Če to je ta prva zadeva dejansko, ki se mi zdi, da za pokriti, da nekaj preprostega, ni zdaj tukaj treba komplicirati, ampak nekaj, kar ne bo stranke pustili tukaj na cedilu, da samo da se bodo vrteli v krogu ali pa da se kaj izmislili, bog ne daj, da se kaj izmislili, to je te halucinacije smo se kar trudili, da jih obvladamo. Okay. Ko smo ravno pri halucinacijah, pa Igor ste že prej malo omenjali testiranje tega chatbota. Kakšen je proces testiranja? Ne vem, ko delamo spletne strani, vemo, poskušamo spisati neke robne primere, ki jih potem ljudje poskušajo na spletni strani, preden jo damo na splet, da vidimo, kaj se zgodi, če nekdo 7-krat narobe vpiše kreditno kartico in potem preskoči na plačevanje po povzetju in potem ne vem. Kako je to izgledalo pri vas, kakšne procese ste si tu naredili, pa mogoče kaj ste se iz tega naučili? No, na začetku je vsekakor prihajalo do določenih halucinacij, ampak najbolj nam je bilo v samo izdelavo, v podporo to, da smo dejansko gledali, kaj dejansko stranke pišejo, kaj opisujejo in na podlagi katerih ključnih besed želijo odgovore. Potem smo na podlagi teh ključnih besed, ki so stranke opisovali, oziroma vprašanj, mi za vsako vprašanje tvorili recimo 10 do 15 ali 20 različnih načinov vprašanja tega vprašanja. Ne? Tako da dejansko je nastojen ogromen obseg morebitnih vprašanj. In dlje, ko smo to trenirali, dlje, ko smo postavljali scenarije, širša je bila ta množica možnih vprašanj zajeta. Tako da dejansko imamo zdaj eno ogromno bazo možnih vprašanj in zelo redko prihaja še do kakšnega vprašanja, ki ga mi ne bi predvideli. Seveda, na podlagi tega se tudi dejansko zmanjšuje število neznanih odgovorov ali pa halucinacij in s tem dejansko se improva oziroma izboljšuje sam klepetalni robot in kvaliteta klepetalnega robota. Tako da na začetku so izzivi, ki jih je treba čim hitreje rešiti, tako da tudi na začetku, ko se pojavi kakšno vprašanje, imamo supervizore, ki dejansko spremlja konstantno pogovore in napake vsak dan. Se pravi, to je zelo live zadeva, kar prihaja, kar so neznanih odgovorov, se takoj poskrbi za njih, da se jih preusmeri do AI trenerja, ki bo to takoj pripravil, recimo na podlagi neznanega odgovora, takoj 10 ali 15 novih primerov stavkov, ki bi dejansko stranka jih lahko zastavila, ampak s pomočjo GAI-ja je to zelo veliko lažje, no? Veliko lažje, ker se pravi generativnem agentu oziroma GAI-ju poda neka navodila, kako naj se obnaša. In zdaj v bistvu dejansko on sam tvori te možne scenarije. Se pravi, ni potrebno več ročno opisovati, ampak dejansko ga zna sam tvoriti hitro 10 do 15 trening stavkov, ki jih mi vkomponiramo. Tako da pojaven GA se dejansko začel razvijati pravi klepetalni robot, bom tako rekel. No. Torej bi v resnici rekli, da smo prej rekli, da smo pri klasičnih klepetalnih robotih pripravljali vprašanja pa odgovore oziroma neka ta odločitvena drevesa, kjer je odgovarjal, da pa vseeno zdaj tudi, kot imamo generativno umetno inteligenco, smo vseeno zato, da zagotavljamo res natančnost, še vedno pripravljamo te vprašanja in odgovore, da vemo, kako nam on odgovarja. Nekako poskušamo promovirati umetno inteligenco s tem, da dajmo jim enostavno vse naše FAQ-je, pa se bom že naučil iz tega, pa bo sam odgovarjal. Ali kje smo zdaj tu? Bi kar jaz tukaj odgovoril. Odločitvena drevesa se mi zdi, da so še vedno pomembna, ampak če bi se spisali zdaj določena odločitvena drevesa, ki jih imamo, bi izgledala bolj kot črna, kot ena ogromno grmovje. Ja. Ogromen načinov, kako se lahko začne pogovor, pa ogromen načinov, kako lahko poteka, pa včasih lahko nekdo da kakšne dodatne informacije, ki lahko kakšno korak preskoči in tukaj je treba kar ogromen testirati. Se mi zdi, da je še vedno nekako treba zasnovati, pogledati, ko se dobi nek odgovor, a je ta odgovor zadovoljiv, a je dober. Tukaj tudi generativna inteligenca ful pomaga prikrojiti specifično za ta primer, da ni samo naprej prednastavljen odgovor, ki mogoče ni najbolj ustrezen za vse in veliko bolj šteče pogovor, bom rekel.
in veliko manj je tudi razvoja potrebnega v primerjavi s tem, da se da naprej določene odgovore. Okay, mogoče eno stvar. Preden ste si projekt pripravili, si nastavili kakšne cilje, katere cilje ste si nastavili pred projektom, pa kako ste potem preverjali zadovoljevanje teh ciljev, pa kje smo zdaj? No? Na začetku smo imeli strani Evropskega sklada za en projekt, ki se ga je posluževal en drugodelk, smo imeli dejansko cilj zagotoviti 5% vseh interakcij, kar jih pride v oddelek za podporo uporabnikom, odgovoriti s pomočjo umetne inteligence. Zdaj ta procent se je pri nas malenkost razširil, zdaj imamo nekje vseh interakcij, če gledamo klice, nekje 10 do 15% sedaj pokrije ta naša titina, ostalo so pa še vedno pač klici. Najboljš bi bilo se prav nekje, jaz sem dokaj optimističen, nekje 30-40% pokrit v naslednjih 2 letih. Je pa to odvisno seveda od večjih faktorjev, odvisen kam se bojo pač želje tudi naročnikov gibale. Tako da prvotno je bilo treba zadovoljiti 5%, ampak mi smo zdaj že nekje na 10 do 15% vseh interakcij, kar pride v klicni center strani klicev. Ampak zato, da bi prišli na 30%, morate začeti uporabljati umetno inteligenco tudi za klice, če prav razumem. Tudi za klice, tudi za pisno komunikacijo, sploh pri pisni komunikaciji, tam bomo imeli še določene izzive. Še vedno je tukaj poseg zaposlenega, da stranki odgovori, lahko s pomočjo umetne inteligence, ampak če bi lahko umetna inteligenca sama poslala mail stranki z določenimi odgovori, bi bilo pač že perfektno. Kar se tiče pa klicev, recimo prej ste omenili ta voice assistant, se pravi voice recognition in voice assistant za stranko. Tega se tudi lahko uporabi, je pa predpogoj za dobrega voice assistanta odlično zgrajena baza na trenutni titini oziroma na trenutnem klepetalnem robotu. Se pravi, to je predpogoj, ker če bomo recimo na sam odzivnik, ko boste vi poklicali na našo številko 064 064 064, če bomo mi na sam odzivnik namestili voice assistanta, ki strankam ne pozna in ne prepozna dialekta, narečij in ostalih teh naših, vse vemo, kako je v Sloveniji, imamo 5, 6, 7 različnih narečij. Če ne bo znal prepoznati vsega, je uporabniška izkušnja lahko hitro slaba. Tako da moramo res poskrbeti najprej za vse ostale finese, šele na koncu pa recimo tega voice assistanta uporaba dejansko na sami liniji. Nekateri ponudniki to že uporabljajo, ampak zelo skopo in zelo ozko. Se pravi, voice assistant zna recimo odgovoriti na 2-3 vprašanja, potem se pa spet začne preusmerjanje na telefonskem odzivniku. 2, 3, 4, kar za uporabniško izkušnjo, kolikor smo mi uspeli preiskati trg, je zelo pomembno, da stranka ali v prvem odgovoru, ali v prvem vprašanju dobi odgovor, ali pa potem dobi linijo. Ker vsako podizbiro s številkami stranki poslabša izkušnjo. Tukaj bi še samo dodal. Moram tudi pohvaliti sodelavce v podpori. Do zdaj smo zelo efektivni, imamo najboljše zadovoljstvo, pa imajo vse procese ufurane, da se težave čim hitreje, čim bolje reši. Te je tudi zelo težko zamenjati z robotom, ker je treba robota toliko bolj izpiliti, da sploh pride na del ravni. Tako recimo tako en priročnik, recimo za tehnično podporo tvori nekje 200 strani v PDF-ju. To tako znanje ukomponirati se ga da. Mi lahko naložimo datoteko, podamo navodila, kaj naj stranki odgovori, ampak moramo tudi gledati strani stranke več teh, se pravi, koliko obremenjujoč je odgovor za stranko. Tudi kako hitro vključiti živega svetovalca. To je eden izmed glavnih izzivov, ki je bil, se pravi, do katere mere pustiti klepetalnega robota, da se stranko pogovarja, kje pa potem dejansko začeti z uporabo ali pa z odgovorom strani dejanskega zaposlenega. Ker tudi stranka, če bo dobila 2-3 odgovore že napačne ali pa nepopolne strani umetne inteligence ali pa klepetalnega robota, je že vprašanje, ali to tvori pozitivno ali negativno uporabniško izkušnjo.
Tako da, Tukaj bi še dodal, tisto, kar je bilo omenjeno za tehnični priročnik 200 strani, to je 200 strani, ki je napisanih navodil za nekoga, ki že ima znanje na telefonu, kako določene zadeve preveriti. Dejansko ne napisan ga je še po moje za vsaj 300 strani. In to je treba napisati, če se hoče imeti za robota. To je konkreten izziv. 50 narečij imamo v Sloveniji, ne, sem šel preveriti. Tako da za 50 narečij, od katerih so nekatera zelo, recimo temu, odstopajo od te neke knjižne pogovorne ali pa kakorkoli je merilo, ne, to bo zagotovo eden izzivov za Slovenijo. tako. Kakšne so pa prihodnosti? Kam greste vi, kaj bo naslednja funkcionalnost? Daj ti Tina začne govoriti s strankami in na kakšen način boste še v te dvaju vodilni pri uvajanju umetne inteligence v podjetje? Mi si vsekakor želimo najprej zgraditi to bazo, ki jo imamo, jo še malo izboljšati. To bo definitivno podlaga potem za dobrega voice assistenta, ker ga res ne želimo lansirati, brez da je popoln. Za naprej pa je obvezno tudi spremljati malenkost trg, sodelovati s tem zunanjim ponudnikom, ki dejansko razvija rešitve tudi za ostale države, in spremljati, kaj uporabljajo tudi druge. To absolutno. Tako da zdaj... V tujini imajo že vaše konkurenčna podjetja voice assistente, je to že normalno ali? Tako. Jih že uporabljajo, sploh recimo v skandinavskih državah je to zelo pogosto. Leo, kar izvoli, si me želel dopolniti. Ne vem, koliko pogosto je dejansko voice assistant tudi v nordijskih. So nekateri že uvedli. Najboljši primer, ki sem slišal, ni bil dejansko na Boostu, je bil drugje, je bil pa Tobi, ki je en izmed, se mi zdi, da najboljših bil, ampak to sem slišal na konferenci še prejšnji let. Dejansko, kar se tiče voice integracije, ljudje tukaj delajo zelo, zelo pazljivo. Se pa že zadeva dela, ampak s tem pridejo še drugi izzivi. Ker določene zadeve, ki jih imamo recimo preko chatbota, recimo, da se lahko klikne, da se nekoga da na kakšno spletno stran, to zdaj na voiceu predstavlja čist drugi izziv. Prej smo lahko samo rekli, da to rešite, tukaj imate to spletno stran, kjer si lahko zadevo pogledate, tega se izogibamo, ampak včasih je samo to lahko rešitev. In zdaj pri voiceu, kaj je to rešitev, kaj se bo zdaj naredil? Se bo poslala SMS z URL-jem, se bo kaj drugače. Rešitve so, implementacija pa najverjetneje ni preprosta in je treba ogromen aspektov tukaj še podelati, preden se lahko implementira. Tako, za bodoče je še zelo pomembno, da se naročniku približa vsa področja, se pravi ne recimo samo vprašanje o naročniških postopkih in paketih, ampak in o klubu, in o tehničnih težavah, se pravi, da pokrijemo najprej vsa področja, ki so za našo stranko pomembna, da čim hitreje dobi odgovor in da si lahko tudi sama kaj pomaga. Tako da to so zdaj zaenkrat tisti izzivi, ki jih imamo trenutno na pladnju, je pa to hitro spremenjajoča panoga, da ne vemo, kam bo trend zanihal, pa kam se bo treba hitro obrniti pa preusmeriti. A bo to voice assistant, ali pa mogoče voice assistant, tako kot recimo, ker so bili zelo aktualni videoklici pred časom, da je stranka recimo poklicala določene podjetje, smo opazili, da se tega ne poslužujejo veliko. Na začetku je bil boom, prek tega videoklica, ampak se zelo malo uporabnikov zdaj odloča, sploh zaradi tega, ker ne želijo več toliko osebnega stika in tudi mladi več ali manj želijo komunicirati prek chatov, prek klepetov, prek mailov, celo vse, samo da ni to video ali pa klic. To so te direktne interakcije, ki jih vidijo in tega se mladi, sploh mlajše populacije, zelo izogibajo. Ja. Bi še rekel, tukaj vse več se gre na novejše tehnologije, vse več je voice, vse več je tega, pa temu sledimo in se trudimo, da če je kaj novega, lahko naredimo, se tudi tega lotimo, kot je Žigo rekel. Ok. Da smo še kaj pozabili pokriti? Se še s čem pohvalni? Mislim, da smo večino zajeli. Če bo v bodoče še kaj tazga, če bomo mi še dejansko kaj razvili, se pa itak tako v vsakem primeru lahko oglasimo, preverimo,
pa tudi vi podelite kakšne izkušnje, ki ste pa vi imeli pri drugih, tako da smo odprti tudi mi za novo. Absolutno. Zadnje vprašanje. Katere stvari so tiste, ki vaju trenutno najbolj zanimajo, pa zabavajo pri umetni inteligenci? Kaj je tistega, s čimer se vidva v prostem času pri umetni inteligenci ukvarjata? Če je kaj takšnega, ne vem, Leo, mogoče najprej. Jaz se zanimam za vse, spremljam, kar se da. Mogoče bom začel kakšne osebne projekte, trenutno jih še nisem. Spremljam pa, kako se zadeva razvija, kako zdaj grejo te modeli, zdaj, ki je DeepSeek pa Grok, ki so dosegali iste benchmarke za del cene. Ja. To spremljam. Zdaj sem videl, da je ta OpenAI dal ven še Voice, ta OpenAI.fm zadeva, ki mi je fascinantno. Sem dal dejansko za slovensko, da vidim, kako je. Pa dejansko ni slabo. Še vedno je tisto čudno naglaševanje za določene besede, ampak že kar v redu govori. Ja, OpenAI je dal ravno kar ven tudi ta novi image model, ki je res super. No, zelo tam na nivoju Googlovega, pa mogoče še malo boljše. Jaz tudi še nisem uspel s tem rav igrati. Igor? Kolikor sem začel, z mojega področja je bolj želja pogledati procese po podjetju, se pravi, kje se da vse v bistvu še vkomponirati to, kar že imamo, tako da razširimo na širšo raven podjetja, ne samo na oddelek za podporo, recimo, ne vem, razni voice pomočniki v poslovalnicah ob čakanju strank. Mogoče tudi, kar se tiče, ko stranka čaka na liniji, mogoče takrat s pomočjo umetne inteligence ponuditi, da mogoče ni potrebno čakati, ampak če se odločim, pritisne 1, prekine klic in se takoj začne pogovarjati s titino, kakor imamo že zdaj. Ne? Se pravi, dejansko neka stranka pokliče, lahko že na številki 1 pritisne in klic prekine, stranko preusmeri in se takoj začne pogovarjati s klepetalnim robotom. Seveda je tukaj odzadaj vedno tudi zaposleni. Gledati kamorkoli oziroma v katerikoli proces se da uporabniku izboljšati uporabniško izkušnjo. In tudi spremljati ostali, se pravi preostali trg, kakšne rešitve pa oni uporabljajo. To je tista moja poglavitna naloga zdaj v tem času, poleg vsega ostalega, kar ponuja umetna inteligenca trenutno. Ok. Evo, to je po moje to. Hvala lepa obema, da sta danes prišla in nam razložila, na kakšen način v tej dvaji uporabljate umetno inteligenco. Upam, da se vidimo naslednjič, ko bo Titina ali pa nekdo drug znal še veliko več in bomo z veseljem pogledali, na kakšen način. Hvala za vaš čas. Lep dan. Hvala.